Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja v imenu Slovenije izvaja posebno delavnico z Evropsko komisijo, ki skuša ugotoviti, kaj so potrebe Evropske unije, torej vseh držav plus Norveške in Švice na področju raziskav. Torej, to je največjega programa, ki ga financira Evropska komisija nasploh v Evropski uniji in skuša torej dobiti nek feedback, kaj bi bilo dobro raziskovati v Evropi, seveda tudi v Sloveniji, da bi izboljšali to evropsko podobo, ki jo sedaj imamo in to stanje. Torej, tukaj so seveda problemi od ekologije, zdrave prehrane, povezave med podeželjem, mestom, izobraževanja in tako naprej. Torej, tukaj je naključno izbranih 30 ljudi, ki to mnenje čisto neodvisno, skladno z neko metodologijo pač pripravljajo in to bo nek feedback za Evropsko komisijo. Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja obstoja že 17 let in se poleg organizacije takšnih delavnic, sodelovanja v evropskih projektih in podobno predvsem ukvarja s tem, da pomaga svojim članom in tudi drugim zainteresiranim strankam čim bolje seznati v Evropski uniji, predvsem v okviru torej črpanja različnih evropskih sredstev. So pa to seveda še druge stvari od zakonodaje in podobno. Skratka, mi smo neka poslovna, da rečem, pisarna, poslovno raziskovalna pisarna v Bruslju. Delamo stvari, ki jih nekako ambasade ne delajo. Naše omizje se je ukvarjalo z scenarijem, kako doseči uravnoteženo razmerje med delom in prostim časom. Pri tem smo obravnavali nekaj izzivov, predvsem kako povečati delo na domu, kako povečati bolj fleksibilne oblike dela, se pravi tudi to, kako zmanjšati delovnik in hkrati povečati učinkovitost in efektivnost na delu, ter kako v bistvu doseči to fleksibilnost, da bodo lahko ljudje v različnih fazah svoje kariere tudi odločali o tem, koliko časa želijo preživeti na delu in koliko časa želijo preživeti doma. Ja, govorili smo v bistvu o odgovorni rabi zemlje. Osredotočili smo se v bistvu na ekologijo in pa tudi na samooskrbo. To nas je najbolj zanimalo in to bi tudi predlagali pač raziskovalcem, da majčkeno bolj pogledajo, raziščajo te zadeve. V bistvu naša vizija je pa bila, to smo se usmerili, da praktično bi čez, mogoče roko 20 let, 15 let, lahko tudi še prej, v bistvu bili nekako čim bolj samooskrbni, se pravi vsak bi imel svoj vrt, tudi v mestih, tudi če bi bili ti vrtovi na vrhu stolpnic, v bistvu, da bi vsak prideloval čim bolj zdravo hrano zase. Tisto pa, kar ne bi mogel v bistvu pač sam pridelati, bi pa recimo pomagal bližnjim kmetijam, pač v zameno za neke pridelke. Naša skupina, 4. skupina, se je ukvarjala z vprašanjem UTD-ja, univerzalnega temeljnega dohodka, univerzalnega osebnega dohodka. Začeli smo nekje s srcem, to se pravi izhajali iz človekovega dostojanstva in iz problema, ki ga povzroča pomanjkanje denarja. Kar smo nekje postavili v središče svojega dela, je bil pravzaprav predlog za projekt. In sicer, da bi projektno poskusili univerzalni temeljni dohodek uvesti v 28 državah Evropske unije na neki vzorčni skupini, ki bi jo opazovali in bi te pač revidirali učinke, evalvirali in potem videli pravzaprav, kaj univerzalni temeljni dohodek povzroči posamezniku, če tako rečem, in kaj povzroči recimo družbi. Ali so naša predvidevanja tisto, kar je res. To se pravi, mi predvidevamo zmanjšanje revščine, mi predvidevamo izboljšanje zdravstvenega stanja, mi predvidevamo večje zadovoljstvo z življenjem tako posameznika kot družbe, pa da vidimo, če je to, kar mi upamo. Na prvi delavnici, se pravi v začetku leta, sem sodelovala. Zelo mi je bilo všeč to usmerjeno razmišljanje v problem, vodeno razmišljanje, ki te pelje od neke ideje k izvedljivim dejavnostim. Ker vse preveč zelo dobrih idej ostane na ravni ideje. Tudi zaradi tega, ko sem dobila zdajle povabilo za drugo delavnico, pregledala programe, videla, da so se nekatere naše ideje z prve delavnice vključile v realne projekte Evropske unije, bila seveda zelo zadovoljna in se odzvala pravzaprav z istim enakim ciljem, da se spet neke ideje vključijo v regionalne, lokalne, evropske politike in pripeljejo do napredka tako vodeno.